Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Bill Gates je že davno tega dejal, da moramo vodik, zeleni vodik, razumeti, kot smo nekoč razumeli sončne celice ali vetrnice. K temu je Gunter Pauli, avtor uspešnice in koncepta Modra ekonomija, dodal, da je litij poraženec, vodik pa zmagovalec prihodnosti. Newton, Einstein, Tesla, zgodovina in vsi modreci v zgodovini so se vselej ukvarjali z energijo. Energija je pač življenje. Tudi naša človeška energija je posebna. Začutimo jo. A na dogodku Energetika 2024 Delovega poslovnega centra, od koder se javljamo v podcast Supermoč, bomo obravnavali vprašanje, aktualno v tem času, saj se bliža referendum, ali se bo naša konkurenčnost pravzaprav pokazala, ko bomo uspešno zasledovali sinergijo jedrske energije in obnovljivih energetskih virov. Seveda se ob tem tudi postavlja vprašanje, kam bomo umestili vprašanje vodika, kam vetrnic, sončnih celic. Skratka, danes v podcastu Supermoč bomo govorili o vseh tematikah, ki bodo obravnavane na dogodku Energetika 2024 medijske hiše Delo. Vabljeni. Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, imam že prvega gosta in sicer sem ga nekako povlekla iz dvorane in sicer z dogodka Energetika 2024. To je programski snovalec dogodka Energetika 2024 in seveda profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Jože P. Damjan. Živjo, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zakaj ste se veselili te konference? Predvsem zato, ker se tukaj zberejo najpomembnejši akterji na področju energetike v Sloveniji, ki so zelo pametni in ki seveda tudi povedo, kako oni vidijo trenutno dogajanje, kako vidijo prihodnost Slovenije na energetskem področju. Vemo, da se pred našimi očmi dogaja prava revolucija v kontekstu umetne inteligence. Menite, da bo ravno ta nova tehnologija nekako od nas, od sveta pričakovala, da ne rečem zahtevala več energije? In odkot jo bomo črpali, če bomo hoteli nekako tem trendom zadostiti? Prav imate se, razvoj umetne inteligence, teh novih algoritmov za boljšo obdelavo podatkov je izjemnega pomena na različnih področjih, na tehnološkem področju, se pravi, nam bo omogočil tudi boljše življenje, ampak hkrati seveda je pa, temu rečemo, slaba stran tega je pa, da je to velik porabnik električne energije. Spravi, ti veliki podatkovni centri, centri za umetno inteligenco potrebujejo velik obseg, velike količine električne energije, ki pa mora biti tudi seveda zanesljiva, se pravi, stabilna oskrba in seveda po nizkih cenah. Zato nas ne more presenetiti, da tisti največja podjetja na tem področju, se pravi, tri recimo tehnološka podjetja, tako kot so recimo Microsoft, Google, Amazon, so se povezala predvsem z jedrsko energijo. Se pravi, recimo imamo zdaj primer, da je Microsoft vložil v odpiranje nekdanje že zaprte jedrske elektrarne Three Mile Island v ZDA, potem Amazon je kupil podjetje, ki ima za dobavo električne energije zraven sosednjo jedrsko tovarno, jedrsko elektrarno in podobno je tudi pri Googlu, tako da v bistvu vsi gredo v to smer, ker so enostavno ugotovili, da je jedrska energija najbolj stabilen vir in hkrati seveda tudi ima najnižje cene električne energije in enostavno ti podatkovni centri z umetno inteligenco ne morejo delovati recimo na solarne panele. Slovenija je pravzaprav pred referendumom, kjer se bomo odločali o izgradnji jedrske elektrarne 2, JEK2 ali ne. Kje so te plusi in kje so tudi tveganja? Ni dileme glede tega, da moramo razogljičiti proizvodnjo električne energije, oziroma sploh uporabo energentov. In tukaj imamo potem zdaj dva koncepta, se pravi, en koncept je, ki temelji recimo 100% na obnovljivih virih energije sonca, vetra, potem hidroenergije in pa nekaj še biomase zraven. In na drugi strani imamo koncept, ki pa se pravi, kombinira zraven še jedrsko energijo. In kar se je pokazalo v zadnjih letih, ali pa zadnjem desetletju in pol v Evropi je, da je v bistvu ta koncept, ki vključuje tudi jedrsko energijo, pomeni bistveno
večjo stabilnost ali pa zanesljivost oskrbe z električno energijo in pa seveda pomeni tudi bistveno nižje cene električne energije in pomeni tudi razogljičenje. Recimo, če primerjam nemški in pa francoski primer, vidimo preprosto to, da Nemčija zaradi tega, ker je opustila jedrsko energijo, torej zaprla teh zadnjih 17 elektrarn jedrskih elektrarn in je šla popolnoma 100% na obnovljive vire energije, ima za približno skoraj dvakrat više cene električne energije, kot jih imajo Francozi. Na drugi strani je pa v tem času razogljičila svojo proizvodnjo električne energije samo za 1/4. Se pravi, če danes primerjamo ogljični odtis proizvodnje električne energije v Nemčiji, vidimo, da je tam okrog 400 do 450 gramov na kilovatno uro, medtem ko je v Franciji tam okrog 40 gramov na kilovatno, torej 10-krat manjši. In enostavno se pokaže, da z obnovljivimi viri sonca in vetra se ne da razogljičiti proizvodnje električne energije, zato ker ti obnovljivi viri zahtevajo nadomestne kapacitete, takrat, ko sonce ne sije, in to je recimo 7/8 časa v letu, takrat je treba to električno energijo proizvajati predvsem iz fleksibilnih virov, to pa je plin. Torej, v bistvu prehod zgolj, oziroma ta energetski prehod zgolj z obnovljivimi viri energije sonca in vetra enostavno ni možen, če želimo tudi razogljičiti proizvodnjo in če želimo zagotoviti konkurenčne cene za gospodarstvo. V tem procesu energetskega prehoda ne bi smeli biti gospodarstva. Namreč točno to se dogaja zdaj v Nemčiji, ta deindustrializacija, in tudi prehod bo prišlo do nje, če ga bomo temeljili zgolj na soncu in vetru. Bill Gates, zanima me vaš komentar, profesor pa Damjan, je davno tega dejal, da moramo, če greva na en drug vir energije, zeleni vodik, razumeti, kot smo nekoč sončne celice in vetrnice. Kakšen bi bil vaš komentar? Pa morda še k temu dodam citat od gospoda Gunter Paulija. On je avtor knjige mednarodno uspešne Modra ekonomija, tudi nekako predstavlja svetu ta koncept in pravi, da bo litij denimo popoln poraženec prihodnosti, medtem ko bo vodik pa popoln zmagovalec prihodnosti. Pa me zanima vaš komentar na to. Ko sem jaz začel srednjo šolo leta 1982, naravoslovno-matematično šolo, smo imeli pri kemiji naša profesorica kemije je bila izjemno navdušena nad vodikom. Takrat so bile visoke cene nafte in je rekla, da vodik je energent prihodnosti. Potem so cene nafte padle, vodik je šel iz mode. Potem, ko je bil ameriški napad na Irak leta 2003, je spet vodik dobil neko renesanso, cene so padle in vodika ni več. Zdaj je vodik nekako v tretjem zanosu in so ga predvsem v Nemčiji vidijo kot neke vrste sveti gral razogljičenja elektroenergetike. Problem vodika je v tem, da ima, kljub temu, da je zelo privlačen, se pravi element, ki je popolnoma brezogljičen in tako naprej, ima pa velike težave predvsem z svojimi karakteristikami, značilnostmi, ker je poroden, navhajan in tako naprej, in ima probleme pa tudi za samo ekonomiko. Namreč glavni problem vodika je, da je njegova proizvodnja iz obnovljivih virov, če želimo zeleni vodik, je ta proizvodnja izjemno draga. Recimo, tale sivi vodik, ki ga trenutno se proizvaja več kot 99% na svetu, se proizvaja predvsem iz metana in pa iz nafte, in ta cena tega je okrog 1,5 do 2 dolarja ali pa evra na kilogram. Medtem ko če pa proizvajamo zeleni vodik iz sončne energije, je pa ta cena 4-krat višja od tega. Enostavno proizvodnja zelenega vodika ni konkurenčna. Kar pomeni recimo, da ta ideja, ki jo imajo v Nemčiji, da bi instalirali velike kapacitete sončnih panelov in pa vetrnic in potem ta vodik oziroma te viške pretvarjali preko elektrolize vode v vodik shranili in ga potem pozimi uporabljali za proizvodnjo električne energije, je njen problem prvič v tem, da se v tem transformaciji izgubi okrog 70% osnovne energije, prej nam ostane od 100 enot samo še 30. Drug problem je pa, da je visoka cena. In Mednarodna agencija za energijo je ocenila, da proizvodnja električne energije iz vodika, ki bi ga pridobivali iz teh obnovljivih virov energije, enostavno ni konkurenčna glede na druge vire. Tudi jaz vodik vidim nekje drugje. Vodik vidim seveda kot hranilec, kot hranilnik viškov energije, ampak predvsem, da bomo z njim zamenjali zemeljski plin, predvsem v industriji.
ampak seveda ta vodik bomo morali proizvajati pa na nek ekonomičen način in jaz tu vidim recimo v Sloveniji prednost tega, da ko bomo nekoč razvili JEK2, se pravi drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, bomo lahko obstoječi NEK po letu 2043 uporabljali zaradi nizke cene električne energije, uporabljali za proizvodnjo zelenega vodika in ta vodik potem uporabljali v industriji namesto zemeljskega plina. Jaz vidim budućnost tukaj, ne pa toliko v tem kot hranilcu viškov električne energije. Profesor, vem, da ste strastni jadralec, torej radi jadrate, pa me zanima, ali ste mogoče kdaj naredili mogoče analizo ali izračun, koliko ogljičnega odtisa in koliko okoljske škode naredijo tisti, ki so na nekih drugih plovilih? Tega nismo naredili, se opravičujem, ampak smo pa recimo zelo zavedni, kar se tiče jadranja, se pravi, kadar le veter damo jadro gor in nekako preziramo vse tiste, jadrnice, ki se vozijo na motor, oziroma vsa ostala plovila, recimo gliseri, ki se vozijo na nafto oziroma bencin. In še nekaj, se pravi, na jadrnici imamo sončne panele, baterije in tako naprej, tako da smo v bistvu samooskrbni, ko je lep sončen dan. To sprašujem zato, ker se mi vendarle pogovarjamo o vprašanju energije, virov energije, ne samo zaradi stroškovnega vidika, konkurenčnega vidika, ampak tudi zaradi okoljskega. Kako pa vi razmišljate, pa naj bo to zadnje vprašanje, o vetru, o moči vetra? Namreč Hrvati imajo na tem polju veliko bolj razvito infrastrukturo kot pa Slovenci. Ali pri nas pravzaprav je to misija nemogoče? Zgleda tako, da pri nas enostavno ta vetrna energija ne bomo mogli izkoristiti. Hrvati imajo mogoče eno prednost prvič, da imajo bolj vetrovna območja, tam predvsem v Dalmaciji in pod Velebitom. Po drugi strani so pa ta območja niso urbanizirana. In tam je bistveno lažje potem seveda tudi postaviti vetrnice. Pri nas je pa problem tudi tam, kjer so območja, ki imajo recimo dovolj vetra, se pravi tam Pohorje in pa potem na Primorskem, na Krasu, da so tam ljudje, se pravi lokalna skupnost je proti temu in tako da v bistvu je pri nas, ker smo navajeni na tako recimo demokratično odločanje v teh zadevah, se enostavno mislim, da ta proces postavljanja vetrnic ne bo išel. Tako vse kaže, ljudske iniciative bodo poskušale preprečiti vse te poskuse postavljanja vetrnic, tako da jaz na žalost ne vidim takšnega potenciala pri nas v vetru in bo treba seveda staviti na druge vire, ki so prav tako nizkoogljični, obnovljivi, to so nekaj sončni paneli, druge je hidroenergija, tretje je pa seveda jedrska energija. Kaj pričakujete, kaj se bo zgodilo na referendumu, kakšen bo glas ljudstva? Jih bo premagal strah, tveganje, ker vendarle prva asociacija na jedrsko elektrarno vendarle včasih malce ljudi z zgodovinskim spominom plaši, ali pravzaprav neka ideja ali upanje na mogoče čistejše okolje, bolj stabilen donos energije? Mislim, da je večina ljudi tudi pri nas dojela, da je jedrska energija eden najbolj stabilnih virov energije, zagotavlja nizke cene energije, hkrati pa seveda porabi tudi najmanj prostora za proizvodnjo energije. Če primerjate recimo to, da imate en jedrski reaktor, drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, ali pa da recimo vse hiše pokrijete s paneli, pa potem recimo določena degradirana območja, je jedrska energija, jedrska elektrarna bistveno boljša alternativa. Hkrati je pa ta energetska kriza v zadnjih 2 letih dejansko pokazala, kako pomembno je biti na tem področju samozadosten. In Slovenija ima na tem področju preko jedrske energije to možnost, da postane samozadostna. Mislim, da bo tudi zaradi tega večina ljudi na referendumu, če bodo seveda prišli, se bo odločila za podporo jedrske energije v Sloveniji tudi naprej. Ampak mi se odločamo ne za nas, verjetno. Namreč ta proces izgradnje JEK2 bo zelo dolgotrajen. Za koga se mi odločamo? V bistvu se s to odločitvijo odločamo za prihodnost naših otrok. In ko sem prej govorila o umetni inteligenci, mogoče samo še to navržem v ravni, da recimo Slovenija ima priložnost, ker toliko šepamo na področju tehnološkega razvoja, da prek izgradnje jedrske elektrarne tudi privabimo morebitne ponudnike ali pa podatkovne centre velikih podjetij, da Slovenijo prinesejo svoje podatkovne centre, kjer bo imeli stabilen vir električne energije in po nizkih cenah, in hkrati bi to lahko seveda Slovenija zagotovilo pomembna, visoko kvalificirana delovna mesta. Profesor Jože Podajmen, hvala lepa za obisk v podcastu Supermoč. Hvala tudi vam za povabilo. Podcast Supermoč danes to epizodo snemamo na terenu, in sicer na dogodku Energetika 2024 v organizaciji medijske hiše Delo.
Ob meni pa je nekdanji dolgoletni direktor jedrske elektrarne, spoštovani gospod Stane Rožman. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Hvala za povabilo. Zelo nas veseli ne samo to, da ste pristali na sodelovanje v podkastu, ampak da ste prišli na naš dogodek. Torej, energetika, vroča tema celotnega sveta, tudi v luči krize, energetske krize, nekih novih prehodnih zgodb v Evropi, svetu in pa predvsem potreb okolja, planeta. Kako, recimo, asociativno, če lahko takole malce, da prebijeva led, razmišljate o energiji? Prva asociacija na besedo energija. Energija, brez katere se ne dogaja ničesar, ni možno življenje brez energije. Tako da nekako moja prva reakcija je eno veliko spoštovanje za vse tiste, ki se trudijo, da zagotavljajo sprejemljive vire po današnjih kriterijih in glede na današnje izzive, ki zagotavljajo sprejemljive vire energije, zadostnost te energije in razpoložljivost seveda za vse prebivalce. Če govorimo o Sloveniji, seveda za vse Slovence, Evropi, v svetu pa to ni samoumevno, da imajo vsi energijo na voljo. No, to pa je pravzaprav ena rdeča zastava ali nekaj, na kar lahko postavimo akcent. Torej, vi ste nekdanji direktor jedrske elektrarne. Kako bi, glede na to, da se Slovenija pripravlja na referendum, glede na to, da je Evropa razcepljena, nekje zapirajo jedrske elektrarne, nekje se poigravamo za novimi zgodbami jedrskih elektrarn, kako bi vi pravzaprav opisali, kaj je tista dobrobit ali doprinos jedrske elektrarne za celotno družbo, za prihodnost? Torej, jedrska energija je zagotovo po mojem prepričanju danes tisti vir energije, ki ima odgovore na vse izzive, ki jih ima družba, sodobna družba danes, naj si bo v svetovnem merilu, v evropskem merilu ali pa v slovenskem merilu. Ti odgovori so predvsem na stabilnost oskrbe na nacionalni ravni, se pravi zagotavljanje električne energije 360 dni na leto, 24 ur na dan, zanesljivo, in to je živ dokaz pri nas je jedrska elektrarna Krško, ki obratuje izjemno stabilno, izjemno uspešno in izjemno, da ne rečem, profitabilno. Jedrska elektrarna Krško danes omogoča torej, kompenzacijo, regulacijo cen za gospodinjstva v lanskem letu in v letošnjem letu. Jedrska elektrarna je tista, ki je to omogočila. Se pravi, da je cenovno izjemno zanimiv proizvodni objekt in to velja za vse jedrske elektrarne po svetu, ki so seveda resnici na ljubo amortizirane že, amortizirane, vendar robustnost pa pomeni ne samo fizično-tehnična robustnost, ampak tudi proizvodna robustnost, finančna robustnost je tista, ki zagotavlja temu viru prosperitetu. Tudi za nove jedrske elektrarne to velja. Kljub recimo visokim številkam začetnega vlaganja, investicijskega vložka, je to seveda. In časa izgradnje. To je zelo dolg proces. Mi danes govorimo o zgodbi, ki se bo dotikala pravzaprav naših otrok, vnukov. Ja, zagotovo. Torej, ta začetni napor je velik, vendar se seveda obrestuje skozi desetletja obratovanja, skozi zelo razumno, predvidljivo in stabilno ceno električne energije. To je tisto, kar moramo seveda znati razumeti, čeprav smo po naravi ljudje mora biti egoisti in razmišljamo o sebi, kaj to meni prinaša, ne razmišljamo, kaj to generaciji iza nas prinaša, našim otrokom, našim vnukom, ne? Ampak to je jedrska energija, to jedrska elektrarna po svoji definiciji je. Ne? Ja, ampak kako pravzaprav razumeti dve veliki članici Evropske unije, ki sta pravzaprav za Slovence en velik zgled? Ali pa bom se osredotočila samo na Nemčijo, ki je naš največji izvozni trg, da zapira jedrsko elektrarno. Kaj nam to pravzaprav, kakšne signale pošiljajo v Slovenijo? Ali je dejansko argumentiran nek prastrah pred tovrstno energijo, pred tovrstnim objektom? Vsi z zgodovinskim spominom imajo neko, bi rekla, neko tisto prazgodbo
zaradi tveganj, potresi, napake. Danes govorimo celo o novih grožnjah, kibernetskih napadih. Kako bi pomirili splošno javnost, ki recimo razmišlja v tej smeri? Res je, recimo govorite o Nemčiji. Nemčija je za nas neka referenca uspešnosti na vseh področjih in zgled. To je nekako zgodovinsko pogojeno in tradicionalno, bi rekel, prisotno. Vendar je treba istočasno povedati, seveda, bom citiral enega svojega kolega, ki je rekel, Nemčija v vsakem stoletju naredi par zelo, zelo velikih napak. In res je, ne? Tudi njihov Energiewende je velika, velika napaka. Velika zmota, ki se danes dokazuje kot zmota, ki jo Nemčija sama najprej plačuje. Plačujemo jo že tudi mi, ne? Z odpuščanjem delavcev v avtomobilski industriji in v ostalih industrijah. To se v Nemčiji drastično dogaja danes. To je cena, ki jo plačujejo za odločitev, ki so jo sprejeli o pravljici, ki se imenuje prehod v brezogljično družbo, izključno z obnovljivimi viri. To je enačba, ki se ne izide. Dokazano ne izide. Nemčija ima danes najvišje cene električne energije v Evropi, najvišji ogljični odtis. Kakšen paradoks, ne? Skratka, cilji enostavno so popolnoma zgrešeni, ki so bili takrat, ko se je ta politika postavljala za pod zveličaven energetski prehod, v katerega smo se tudi mi v Sloveniji kar zagledali, vendar še prav čas nas je srečala pamet in smo podaljšali obratovanje jedrske elektrarne Krško in danes resno razmišljamo o novogradnji, o JEK2. Tako. In v to tirnico se bo vrnila tudi Nemčija. Te resne najave se že močno, močno slišijo, tako da zgodba o zapiranju jedrskih elektrarn je končana. Je tista stoletna napaka. Je končana, je ena od tistih napak, ki je bila storjena. Danes se Evropa in svet pogovarja o jedrski renesansi, se pravi dodatnih vlaganjih v jedrsko energijo, ker je to čist vir, ker je to varen vir, ker je zanesljiv vir in cenovno, bi rekel, sprejemljiv vir in predvidljiv vir. To so atributi, ki jih drugi viri nažalost nimajo, ne? Jedrska energija pa je na drugi strani seveda odlična kombinacija z obnovljivimi viri, z vetrnimi plantažami, z sončnimi plantažami, pa še malo recimo kar se da čistega plina in to je ta prava mešanica, plus hidroenergija. In po tej poti jaz računam, da bo tudi Slovenija šla. Ampak, gospod Stane Rožman, glede na to, da smo tik pred referendumom, kaj pa tveganja, ko govorimo o konceptu jedrske energije? Mi sami dobro vemo, da Slovenija, tako konfiguracija, geografska postavitev, ni imuna na potrese, hude potrese. Kako pomiriti splošno javnost, da vendarle ta sinergija ni problematična več, recimo? Absolutno ne. Slovenija je področje ali pa dežela zmernih potresov, ne ekstremnih potresov, zmernih potresov, ki jih še vedno ne smemo podcenjevati. Ja. In seveda in jedrska elektrarna Krško in morebitna bodoča elektrarna, ki se bo gradila, je absolutno pripravljena in bo zgrajena potresno varno. Tako da to je eden od naravnih pojavov, ki je vzet še kako v obzir pri načrtovanju novega objekta. Skratka, temu lahko dodamo še ostale zunanje vplive, ki so recimo tvegane. To so izjemne vremenske razmere, ki so vedno bolj pogoste. To so viharji, to so ogromne poplave. To so vse zunanji, bi rekel, dejavniki, na katere je projekt absolutno pripravljen in vsa tveganja bodo seveda ustrezno adresirana in ukrepi izvedeni, da se nekaj takega ne bo dogodilo. Kibernetsko tveganje,
Kibernetsko tveganje. Hekerji so povsod in zelo, zelo pametni so. Zelo pametni, spretni, vendar jedrska elektrarna, recimo danes, je otok za te hekerje. Ni vrat, skozi katere bi lahko prišli v jedrsko elektrarno Krško. Ne? In tako bodo grajeni tudi bodoči objekti. Skratka, obstajajo večkratne bariere, da je dostop do občutljivih naprav, do občutljivih sklopov praktično nemogoč. Je področje, ki ga absolutno ne podcenjujemo, smo na njega pripravljeni in sproti sprejemamo potrebne ukrepe, da seveda ti gospodje ne pridejo zraven. Smo v razmahu skoraj da artificial intelligence revolucije. Nove tehnologije so na pohodu. Je jedrska energija pravi odgovor za zagotavljanje vseh teh procesnih mašinerij, ki poganjajo umetno inteligenco? Zagotovo. Poglejte, kaj je storil Google, kaj je storil Microsoft, na katere vire energije se opira. Na jedrske elektrarne. Google in Microsoft sta šla v pogodbe za zagotovitev jedrskih zmogljivosti za potrebe stabilne energetske oskrbe. Se pravi, tehnologije, ki se razvijajo, rabijo ogromno električne energije. Ne? In jedrska energija, predvsem tipi, ki prihajajo, tako zvani modularni reaktorji, manjše enote, ki lahko točno funkcionirajo za nek namen, se opirajo na jedrsko energijo. Zakaj? Zato, ker je predvidljiv, stabilen, zanesljiv. To so tehnologije, ki si ne morejo privoščiti električnih mrkov. Zadnje vprašanje. Povabila sem vas na dogodku Energetika 2024 v podcast, ki smo ga sicer poimenovali Supermoč. Odkot vi črpate energijo za svoje življenje? Kaj je najboljši vir energije za vas osebno? Ker človeška energija je pa nesporno najboljša stvar in tako jo občutimo, ne? Ja, prav gotovo. Zdaj, se mi zdi, da ni univerzalne formule za nas ljudi, kako in kje se napajamo z energijo. Ne? Vsak ima neko svojo formulo. Ne? Moja formula je vsakodnevni stik z naravo, treba se enkrat na dan uzemniti, kot se reče, uzemniti, se sprehoditi v naravnem okolju, biti aktiven, ne samo sprehoditi. In to je tisto, kar zaenkrat meni služi in mora biti vam ali nekomu drugemu služi nekaj drugega. Gospod Rožman, zelo me je veselilo. Delajte v tej smeri naprej. Čeprav sem vas predstavila kot nekdanji, upokojeni, dolgoletni direktor jedrske elektrarne, pa vendarle vem, da ste še tista, bi rekla, modrost, ki nekako poganja motor novih zgodb v kontekstu jedrske energije. Vse dobro vam želim. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, javljamo se iz dogodka, ki smo ga poimenovali Energetika 2024 in sicer v organizaciji medijske hiše Delo. Ob meni je dolgoletni direktor Elesa, Aleksander Marvar. Lepo pozdravljeni. Enako. Kako se počutite? V redu. Zanimiv dogodek, to mi je dan že drugi. Prvi sem bil vodni predavatelj na vse energetske slovenske konference enkrat doma. In zdaj sem pač ravno zaključil okroglo mizo na vašem dogodku. Zanimive debate, seveda vse v luči prihajajočega referenduma v novembru za JEK2. Kaj pričakujete od tega referenduma? Jaz sem že večkrat javno povedal, referendumi so običajne stvari za tako velike stvari, kot je recimo odločitev, kaj z jedrsko energijo prihodnje v državah članicah Evropske unije in ne vidim tukaj nič slabega. Edino, kar bi recimo jaz bolj neutralen referendumsko vprašanje zastavil v smislu, ali smo za bodočo uporabo jedrske tehnologije za proizvodnjo elektrike po prenehanju obratovanja NEK. To je samo moja. Res pa je, da ne glede kakšen bo, bom rekel, izid, ne?
To še ne pomeni, da je že pogodba za JEK2 podpisana. Ne? Od tega referenduma do končne odločitve bojo še ene volitve, pa tako naprej. Kako si vi predstavljate energetsko sliko v Sloveniji čez, denimo, 20 let? Ja, če rečete, čez 20 let nisem siguren, če bo že nov, če se bomo odločili tako za JEK2. drugo. Ja? Stanje duha v Sloveniji me ne navdaja z bom rekel, optimizmom, ker enostavno praviloma nismo skoraj za nobeno novo tehnologijo, za nobeno spremembo in se igramo, bom rekel, ker jaz sem že pred leti ravno za časopis Delo na sobotni prilog napisal, da je situacija na področju proizvodne elektrike v Sloveniji veliko gledano na dolgoročno prizmo, veliko hujša, če kdorkoli, bom rekel, predstavlja. Imamo zadnji dokaz dogajanja v šaleški energetiki. Ne moremo zgraditi, stojijo nam HM Mokrice, na Srednji Savi se nam dogaja nič. Projekt črpalnih hidroelektrarn Kozjak 20 let plus in tako naprej. Ne. Zato bom rekel, bomo mogli se v Sloveniji zavedati, da če že pričakujemo, da imamo vsake sekundi elektriko, ne, bo treba kdaj tudi malo zobe stisniti. Ampak po drugi strani, a ne? Pa smo v letošnjem letu prvič v zgodovini Slovenije izvozili kar 35% proizvodnje energije. Torej smo nekakšen Električne. Tako. Ja, tukaj Sem naredila napako? Ne, imate prav. To je velikokrat opozarjam. Eurostat, se pravi Evropski statistični urad in tudi naš SURS, seveda mi imamo jedrsko v Sloveniji. In je pravilno, da se ugotavlja proizvodnja v Sloveniji. Ja. In se statistično šteje celotna proizvodnja v Sloveniji. Zato se niste naredili napako. Mi v Sloveniji imamo pa napako, ker rečemo, 50% proizvedene elektrike iz NEK je pa Hrvaška. Ja, res je. Ampak če pa Res tu je. odštejem, Res ampak je. bom vseeno vam povedal še eno informacijo, če tudi teh 50 odštejem, je letos, bom rekel, na nek način izjemen let, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Nuklearka nima remonta, Tež pač obratuje, kakor lahko, glede na lignit. Imamo izjemno hidrološko leto in ne pozabimo, da imamo 1300, v tem momentu, približno 1300 že sončnih in v zadnjih, se pravi v 15 dneh letošnjega oktobra, v povprečju izvažamo zdaj teh vaših 35%, sam malo drugače pač. Tako da mislim, da bomo leto 2024, tudi če odštejem 50% nuklearke, na letnem nivoju izvoziti. Gospod Mrvar, pogovarjamo se tudi v luči tega dogodka, ki smo ga poimenovali Energetika 2024, o izzivih. Izzivih, katere moramo premostiti, da bomo bolj konkurenčni. Ali se naša konkurenčnost skriva v sinergiji jedrske energije in pa obnovljivih virov energije? Mislite konkurenčni za gospodarstvo, za poceni energijo? Tako. Tukaj se ne Kje strinjam. je ta magična formula, da bi... Ni magična formula. Poglejte, bom rekel, en podatek vam povedal. Največji porabnik električne energije na distribucijskem omrežju, ampak to so vse firme, ki jih poznate, vse največje, od Mercatorja in tako naprej, ne? So imele v letu 2023 2,8% v povprečju strošku električne energije v vseh prihodkih. Se pravi, ni problem konkurenčnost, govorimo na splošno. Seveda imaš primere ekstremne. Ne? Se pravi, ni problem, tisto, kar zdaj Slovenija, slovensko gospodarstvo, moja ocena, ima glavni problem je pešanje nemškega gospodarstva, predvsem na avtomobilski industriji. Ja. In poglejmo zadnji primer Mahleja, kaj je, ne? A veste, da oni recimo so imeli leta 2023 19 milijonov evrov izgube, ampak njim je v letu 2029 samo 0,8% odhodkov so predstavljali stroški elektrike, se pravi ne tukaj iskati zgodbi. Slovenska industrija je imela v letu 2023 drugo najnižjo omrežnino v celi Evropski uniji. In 14, bom rekel, 13 držav je imelo v povprečju, bom rekel, nižje cene, kot ima slovensko gospodarstvo. Še enkrat poudarjam, imamo pa primer od primera. Seveda na udaru so, naprimer, nekdaj največji uporabniki, to je bil Talum, takoj za njimi sledi skupina SI. Oni so imeli v preteklosti, bom rekel, neke odpustke, ki jih ostali niso imeli.
Za novo omrežnino teh odpustkov ni več in pa njih bo, bom rekel, pritisk malo več, ampak spet, po drugi strani ne smemo nekaj pozabiti. Cene elektrike, dolgoročne terminske posle, so bistveno nižji za leto 2015, so bili za 2024. Tako da, jaz sem en primer odjemalca, ki porab, se pravi za gospodarstvo, za odjemno skupino 20.000 megavatnih ur do 150.000 megavatnih ur. Če so pametno kupali elektriko, bo imeli v letu 2025 približno 27% nižje stroške elektrika. Ne pa pričakovati, da bojo nove investicije povzročile nizke cene, ker vsaka nova investicija ima polno amortizacijo, polno obresti in bo cena kvečjemu višja. Ja. Vedno si jemljemo Nemčijo, nemški trg za zgled. In ko se zazremo v Nemčijo, ki seveda šepa in ima precejšnje težave in zaradi nje tudi mi, pa vendarle, tam so se odrekli jedrski energiji. Ja, zaradi tega imajo oni 100% gospodinstva enkrat više cene, kot naše gospodinstva, industrija pa približno 200%. Se strinjate z vašim predhodnikom v tem podcastu Supermoč, ki je dejal, da je sicer Nemčija lahko zgled v marsičem, ampak po neki teoriji na vsake 100 let naredi pa nekaj napak. Ja, poglejte, In da se v bistvu nam obeta jedrska renesansa. To se strinjam. Definitivno. Nemčija je naredila po moje cene, ampak v tem sem že pisal, ker noben drug ni upal te držav. Dejstvo sem pač ta nemški program zelenega prehoda, sem ga ocenil 2017, tudi v enem članku, sem ga pisal decembra za sobotno prilogo Dela, da enostavno bojo oni prišli do trdega spoznanja, da v to smer ne bo šlo. In povejte mi zdaj, kje zdaj, bom rekel, catch, da pa zdaj Nemčija pa nazaj hoče graditi plinske elektrarne zato, da bo balansirala svoje urne bilance. Jedrska bo. Tisto, kar imamo v Sloveniji problem, pa je mehkost sistema in tako velike enote v svojem sistemu nima nobena država na svetu. To je velik tega. V Sloveniji si vsi vsem izrekamo in na vse spoznamo. Ne? Prav je, da demokracijo ohranjamo tudi na način volitev in referendumov. Sploh, ko gre pravzaprav za proračunska sredstva, ne? Za tako velike projekte, kot je JEK. Še ne vem, če bojo proračunska. Okay, ampak recimo, ali je zgodba glede na okoliščine, kompleksnost okoliščin, ki niso tako lahko za razumeti, pravzaprav platforma za odločanje javnosti? Poglejte, prej sem vam omenil, sem za referendum, vprašanje bi moglo biti bolj neutralno. Strokovnjaki, ki smo za to ali pa so za to plačani, morajo pa sprejeti odločitev. Ne moramo dati na staro mamco zdaj odločitev, da bo rekla tako. Prav pa je, da se kot državljani odločimo, državljanke odločimo, da smo za to. Jaz sem za nadaljno uporabo jedrske energije, sem tudi za podaljšanje življenjske dobe obstoječega NEK do 2063, kar je v zadnjih letih običajna praksa pri tako kvalitetno vzdrževanih objektih, kot je naša NEK. Morate vedeti, da imamo mi NEK v svetovnem merilu v zgornji tretjini najbolj, bom rekel, tehnološko, bom rekel, spiljenih jedrskih elektrarn. To je. Gospod Aleksander Mrvar, povabila sem vas v podcast Supermoč. Ne vem, če veste, ampak v tem podcastu, ki ga sicer ne postavljamo ob bok takim velikim vsebinsko pomembnim dogodkom, vsakega sogovornika sprašujem, kaj je njegova supermoč, od kod črpa svojo energijo, vir navdiha, kaj so njegovi notranji motorji. Pa me zanima. No, jaz sem bil morate nekaj vedeti, jaz sem bil kot, bom rekel, mlad fant, sem bil košarkaš in sem bil kar dosti dober, tudi slovenski reprezentant, tako naprej. In tukaj sem se predvsem naučil discipline in vztrajnosti in pa seveda timskega dela. Zmeri sem pa pač, to moraš imeti prirejeno. Zdaj, tudi kot direktor, ti lahko, bom rekel, delaš na način, da mirno pluje morje, mislim, da je mirno morje, ladjica lepo pluje, 4-letni mandat, bom rekel, odpikaš, ne? Ali se pa lotiš bolj, bom rekel, tveganih tem, upaš, da je tudi povedati zelo jasno svoje mnenje, ker bom rekel, ni dih po duhu ne vem koga, ne?
Priznam pa, da mi je lažje, ker bom rekel, sem že bolj proti koncu svoje poslovne kariere. Če sem mlajš, je težje izpostaviti neko, bom rekel, svoje javno mnenje, ki je mogoče v nasprotju z nekim trenutnim drugim. To lahko razumem, ampak vseeno za vse mlade in vsem mladim lahko trkava na vest, da naj si kar upajo, ker mislim, da so okoliščine kar zrele za to, da rečemo bob. Ja, se strinjam z vami. Hvala lepa, ker ste bil moj gost. Srečno. Enako. V novi epizodi podcasta Supermoč, ki ga danes snemamo na Ljubljanskem gradu na dogodku Energetika 2024, imam novega gosta. In sicer to je stari gost pravzaprav naše serije, Dušan Lukić, vodja projekta Nova mobilnost v družbi Porsche Slovenija **MUN. Tako, Dušan, živijo. živijo. Kako si? Odlično. Zanimivo je bilo danes zelo in sem še posebej tale zadnji panel in moram priznati, da sem užival. Bom izdala, kaj smo se na kratko off the record pogovarjala. Namreč vse se vrti okrog big data. Torej informacije, podatki so pravzaprav neko novo zlato. S katerimi podatki vi v avtomobilski industriji pravzaprav rokujete, jih imate, pa jih nima država, pa bi bili koristni? Ja, tukaj bi lahko dvoje podatke izpostavil. Zdaj, ene so podatki, ki jih imajo v resnici naše avtomobilske znamke, se pravi, ne mi kot Porsche Slovenija, ampak pač Audi, Volkswagen in tako naprej. Oni imajo v bistvu podatke o tem, kako se avto polni, kdaj se polni, tudi kje se je vozil, pa tako naprej. Se pravi, se da dosti dobro sklepati na navade uporabnikov, kar je zelo pomembno za načrtovanje obremenjenosti omrežja, infrastrukture in obremenjenosti omrežja s tem, kdaj se avto polni. Na drugi strani pa mi kot MUN, ki se ukvarjamo z energetskimi rešitvami, pa imamo seveda svoj sistem, ki pa upravlja za števcem, ravno tisto, kar je tudi gospod Mervar omenil, ki upravlja za števcem z napravami, sončno elektrarno, s polnilnico, s hranilnikom, z vsem ostalim in mi vemo, kaj se dogaja za števcem in vemo, kakšne so tiste najvišje špice bremenitve, tudi če sicer to recimo sončna elektrarna ali pa hranilnik pokompenzirata, pa zato Eles ne ve in mi je dokaj razumljiva želja Elesa, da bi te stvari vedel, ker bi bilo verjetno veliko lažje upravljati omrežje. Na kratko, malce opredelivam. Kolikšen delež predstavlja avtomobilska industrija, ko govorimo o BDP-ju? V Sloveniji? V Sloveniji. Zelo velik. Zaradi tega, ker seveda dobaviteljev in potem poddobaviteljev in poddobaviteljev veliko. In vse smo že opazili, kaj se je začelo dogajati. Se pravi, zaradi Nemčije? Zaradi Nemčije, tista stara zgodba, ko Nemčija kihne, se Slovenija prehladi. Nekaj takega se dogaja tudi v avtomobilski industriji. Je pa res, da je treba ločiti, včasih do tega pride zaradi kakšne recesije, kakšne proizvodnje manjše, kakšenkrat pa zaradi tega, ker se spremenijo tehnologije, ker se spremenijo celotni koncepti, tako kot se dogaja pri prehodu iz klasičnih motorjev na električno mobilnost. In v tem primeru seveda govorimo bolj o tem. Ko govorimo o mobilnosti, se zraven v zadnjih letih, desetletju ali morda kaj več, pripenja še pridevnik trajnostna mobilnost. Ali je sploh pomembno, ko govorimo o trajnostni mobilnosti, iz katerega vira pride energija, ki mora biti seveda obnovljiva, ampak a je to so vetrnice, je to sončna elektrarna ali je to jedrska energija? Je to sploh pomembno? Dokler gre za čisto energijo, seveda ne. Če je bila pridelana čim bolj učinkovito in da sama pridelava ima na koncu tudi čim manj slabih vplivov na okolje, se pravi, da bi neko temu rekli, da je življenjski cikel te energije čist, potem je seveda električnemu avtomobilu čisto vseeno, od kje je ta energija prišla, bolj je čista, bolj je sam po sebi potem čista vožnja z njim. Ampak ravno v Nemčiji, ki je naš zgled, to sem večkrat omenila v tem podcastu, so pravzaprav zapirali jedrske elektrarne in s tem so si nakopali kar nekaj težav. Kako je to vplivalo recimo na avtomobilsko industrijo? Zdaj, nekaj vpliva je verjetno seveda imelo, jaz sklepam, da posledice tega zapiranja jedrskih elektrarn je znala biti višja cena, sploh v vseh teh kriznih razmerah, ki se po svetu dogajajo. Seveda
avtomobilska industrija kot proizvodna panoga je ena takšna, ki ima dosti veliko porabo energije. Sicer ogromno proizvajalcev dela na tem, recimo Volkswagen ima cele tovarne, ki so praktično samozadostne, kjer ima zraven polja, vetrne, sončne elektrarne, ampak še vedno cena elektrike na trgu nekaj pomeni, če mogoče ne toliko za tovarno, pa za prodajno mrežo, za servisno mrežo, od katere tudi avtomobilska industrija živi, pa za dobavitelje, pa poddobavitelje, pa tako naprej. Tako da vsaka stvar, ki vpliva na ceno energije, negativno, potem posledično negativno vpliva na gospodarstvo. Smo tik pred referendumom, na katerem bomo pravzaprav vsi državljani glasovali, ali smo za izgradnjo JEK2 ali ne. Ampak na tej konferenci Energetika 2024 pa smo se pogovarjali tudi o drugih virih, denimo o vodiku. In me zanima tvoj komentar. Bill Gates je nedavno, pa pred časom dejal, da bi morali vodik, sploh ko govorimo o avtomobilski industriji ali tudi o prometu, pravzaprav razumeti kot nekako v preteklosti sončne celice ali vetrnice. Gunter Pauli, avtor knjige Uspešnice, mednarodne uspešnice, Modra ekonomija, je dejal, da je litij, ki je seveda osnova za baterije, da je preteklost, medtem ko je vodik pa zmagovalec prihodnosti. Na pol sem ga citirala. Vodik, ja, ne? Kakšna bo zgodba, ko govorimo o avtomobilski industriji prihodnosti? Zdaj, ko govorimo o osebnih avtomobilih, jaz osebno malo ne verjamem več v to. Vodik je ena od tistih tehnologij, pa ne edina, pa ne govorim samo o pogonu, ampak ki so vedno takoj za vogalom, samo še 5 let, samo še 10 let. To se že zelo dolgo dogaja. Zdaj, jaz mislim, da bo imel v prihodnosti vsaj dve zanimivi vlogi. Ena bo pri dolgotrajnem shranjevanju energije, spravi med sezonami. Vse tiste viške, ki jih naredimo poleti s sončnimi elektrarnami, je fajn za zimsko sezono nekam spraviti. Ni to edini način, da se to recimo geotermalno shranjevati. V Sloveniji imamo en lep projekt takšen. In druga stvar je seveda tam, kjer pa rabimo mi veliko energije s čim manjšo maso. Letala, recimo tipičen primer. Tukaj bi pa znal imeti svojo prihodnost. Kar se tiče pa osebnega prevoza, pa ne vem, se pravim, tehnološko vemo, kako to deluje, ni to več nobena skrivnost, ampak pridelati ga dovolj čistega za dovolj sprejemljivo ceno, da je potem ekvivalenten na kilovatni uri električne energije, ki jo damo v baterijo, ali pa ga sploh spraviti dovolj, a ne nekam spraviti, je pa druga zgodba. Dušan Lukić, hvala lepa, ker si bil spet gost v podcastu Supermoč. Vem, da se ti mudi, da hitiš še na eno konferenco z podobno vsebino. Torej, Evropa je pripravljena in preplavljena za to vsebino, ki je očitno kar vroča tema. Debatira se veliko, ampak tako kot je bilo danes rečeno, tudi več če bi se toliko premikalo, kot debatiramo, bi imeli že vse narejeno. Hvala, ker sem bil lahko gost. Hvala lepa. Piko na i podcastu Supermoč, ki ga snemamo na lokaciji Ljubljanskega gradu in sicer na dogodku Energetika 2024, pa bo postavil Danijel Levičar in sicer prvi mož, pravzaprav lahko rečem, prvi mož referenduma o JEK2. Sicer pa vodite kampanjo in ste odgovorni za nacionalni jedrski program. Sem vas prav predstavila? Z nacionalnim jedrskim programom, se strinjam, mogoče bi edino bil previden pri referendumu samem. Referendum, namreč zato, ker se vlada v referendum ne bo vključila aktivno v referendumsko kampanjo, bom tam malo bolj pazljiv. Imam pa naloge svoje, ki so vezane na koordinacijo projekta JEK2, tako da sem močno vpet in tako v projekt JEK2, kot tudi v jedrsko opcijo na splošno. V podcastu Supermoč v tokratni epizodi seveda sledimo vsebinski niti dogodka Energetika 2024, pa vseeno. Nekako bi vas rada predstavila javnosti kot odgovorno osebo, ki dela odgovorne stvari, pa vas bom najprej vprašala, ali imate otroke? Imam. V kakšen svet želite, kakšen svet želite, da ga zapustite svojim otrokom, svojim potomcem, vnukom in tako naprej? Vsaj takšen, v kakršnega sem bil jaz pozvan, oziroma rojen, oziroma boljšega. Vsekakor.
Doprinos k temu pravzaprav so naše odločitve. In ko se pogovarjamo o referendumu, ki bo odločal o naši prihodnosti oziroma o izgradnji jedrske elektrarne oziroma novega bloka JEK2, govorimo o prihodnosti naših otrok, naših potomcev. Ljudje so v dilemi. Obstaja pro et kontra. Nekateri so za, nekateri so proti, nekatere prežema strah. Kaj je vaš odgovor, zakaj je pravzaprav ta zgodba pomembna za prihodnost naših življenj? Vi ste zelo pronicljivo presodili ta projekt. Gre dejansko za medgeneracijski projekt. Ja. To ni projekt samo ene generacije, ampak je projekt naslednjih 3-4 generacij. Ja. Tako kot je recimo NEK, jaz nisem bil niti rojen še, ko so se odločitve za projekt NEK-a sprejemale, sem pa nekdo, ki ima nosi koristi iz naslova tega projekta. Tako da verjamem tudi, da moje delo in pa delo celotne te generacije, ki se sedaj odloča za to, kako razvijati slovenski energetski sistem v bodoče, mislim, da imamo veliko odgovornost na sebi, zato da začrtamo smer, ki bo ne samo ugoden za nas, ampak tudi za naše potomce. Namreč iščemo nekaj, kar bo se pravi, defosiliziralo sistem, se pravi nekaj, kar je čistega, kar bo proizvajalo čisto energijo. Potem druga stvar, kar jim bo omogočilo tudi konkurenčnost z drugimi regijami, se pravi, da se bodo lahko naši otroci kreativno izražali in delali v našem okolju in na nek način tudi konkurirali potem drugim nacijam. In pa seveda, kot sem rekel, da bo to en čist vir, ne nazadnje, da ne bo zasedal veliko prostora, da ohranimo naravo tudi za naše otroke, da ne bomo biodiverziteto, da ne bomo naškodili njej. Tudi to je en od pomembnih argumentov. Tako da ta del, kakšen svet zapuščamo našim otrokom, se mi zdi ena ključnih zadev. Mogoče ob kakšni drugi priložnosti lahko sodelujem pri oblikovanju kampanje in ob tej priložnosti vas vprašam, kako ste zadovoljni do sedaj s kampanjo. Menite, da ste nekako javnosti, glede na to, da se v javnosti pojavlja ta pro et kontra moment, dali dovolj koristnih, argumentiranih informacij? Je dovolj javnost seznanjena, da se bo znala pravzaprav odločiti po umu in srcu na vse zadnje? Odločitev vsekakor je kompleksna o projektu JEK2, ampak ne gre pa pozabiti, da je referendum tokratni, ni dokončna odločitev o projektu. To je ena v seriji odločitev, ki jih bo potrebno sprejeti. Informacije so zelo pomembne. Jaz trdno stojim na stališču, da je informacij za odločanje danes dovolj. Vse te informacije so objavljene na spletnih straneh investitorja in projekta. Trudim se tudi, da bi te informacije objavila tudi ministrstva na svojih straneh. Ne nazadnje so ministrstva tista, ki so zahtevala od investitorja te informacije, ki jih investitor pripravlja. Še bolj pomembno se mi pa zdi, da vemo, kaj je alternativa temu scenariju, o katerem odločamo. Namreč referendumsko vprašanje pravi, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri. Govorimo o enem scenariju. Pomembno je, kaj je alternativa temu scenariju. Se pravi, če obkrožimo ne, kaj smo potem izbrali? Tudi to, da obkrožimo ne, je izbor nečesa. Mislim, da se o tem premalo pogovarjamo, kaj je ta alternativa. Kaj pa je ta alternativa? Ta alternativa je... Menda ne bomo prišli nazaj v tiste čase, ko so praznovali novo milijono izkopanega premoga. To zagotovo. Ampak to je bilo v Sloveniji. V NEPN-u, v tako imenovanem nacionalnem energetsko podnebnem načrtu, ki začrta pot za naslednjih 10 let, pa s pogledom za naslednjih 20 let, sta predvidena dva scenarija. Obravnavata se scenarij jedrska plus obnovljivi viri, to, o čemer bomo sedaj odločali, in pa scenarij 100% OVE. 100% OVE, obnovljivi viri. 100% OVE. 100% obnovljivi. Ampak to imamo ta primer že v Nemčiji. Skoraj da. No.
Torej, jedrsko elektrarno so? Stroka, mislim, da si tukaj enotna, ne? Da 100% OVE scenarij ni izvedljiv. Danes z današnjimi tehnologijami ni izvedljiv. Ampak to je potrebno skomunicirati ljudem. Ne? Mislim, da se tu pa premalo komunicira. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, vem, da je od ELS-a, oziroma operaterja prenosnega sistema, zahtevala analizo takšnega scenarija in si samo želim, da ga čim prej tudi objavijo, zato da bomo državljani vedeli, kaj nas čaka v primeru odgovora ne. Tako. Daniel Levičar, imamo jedrsko elektrarno, je pol slovenska, pol hrvaška, recimo čez palec. Kaj imamo državljani konkretno v tem trenutku od tega? Ali imamo zaradi tega nižje postavke na računih za električno energijo? Kje se in kako se to pozna pri našem vsakdanjem življenju? Za začetek imamo elektrarno, ki zaseda zelo majhen prostor in proizvaja približno tretjino vse električne energije v Sloveniji. Se pravi, koncentriran vir na majhnem prostoru. In tudi konkurenčen vir. Konkurenčen do te mere, da v času energetske krize, 2 let nazaj, ko so cene električne energije dobesedno podivjane na vseh trgih, je vlada sprejela določene ukrepe. Namreč, ko je cena 1000 evrov na megavatno uro, državljani pa na svojih računih imamo ceno 100 evrov na megavatno uro, teh 1000 evrov prenesti na račune je od vlade neodgovorno. Zato je vlada sprejela posebne ukrepe in je regulirala cene. Pravi, zahtevala od dobaviteljev, da cene, kljub temu, da je na trgu dražja energija in da so jo primorani po teh dragih cenah kupovati, da je končna cena še vedno 100 evrov na megavatno uro. Se pravi, mi dva doma plačujemo še vedno 100 evrov. Regulirano ceno. Ja, regulirano ceno. Ampak nekdo mora to razliko plačati. Danes plačujejo to razliko domači viri, med drugim tudi nuklearna elektrarna Krško. Samo poznam podatke recimo za skupino GEN, ki je večino te razlike plačala. V preteklem letu 2023, je razdelila med vse nas 200 milijonov evrov iz naslova domačih virov, se pravi nuklearka in hidroenergija je plačala to, v letošnjem letu pa dodatnih 100 milijonov evrov. Tako da mi imamo vsi koristi od teh domačih virov in to je prav, da se jih zavedamo. Namreč uvoz se mogoče dobro sliši do takrat, ko je energija na razpolago. Ko energije ni na razpolago, ta postane izjemno draga, potem se pa znajde vsak za sebe. Zadnje vprašanje, potem vas pa spustim, namreč verjetno ste v razmahu intenzivnega dela. Pa vseeno, tudi na dogodku vas je kolega Slavko Bobovnik izzval z nujnim, ampak vseeno neprijetnim vprašanjem. Namreč vedno, ko se začnejo kakšne izgradnje tako velikega projekta, vedno se zgodijo in tudi mediji pogosto pišemo o manipulacijah, o korupcijah, o težavah, skratka, ki vendarle po žepu, če po domače rečem, udarijo tudi nas navadne državljane. Kako boste, če se ta zgodba dejansko začne, ta proces, ta projekt, kako boste zagotavljali popolno transparentnost, nadzor in absolutno odsotnost vseh anomalij, ki bi lahko škodovale na koncu našemu proračunu, našim denarnicam? Korupcija je naredila ogromno škode v Sloveniji. Ne samo državljanov, ampak tudi renomeju projektov, infrastrukturnih projektov. Zdaj, reči, da zaradi slabe izkušnje, ki jo imamo z TEŠ 6, da se infrastrukturnih projektov več ne bomo šli, to je napačno. Druga primerna plat tega je, da se iz tega, kar smo se naučili, da se iz teh učnih ur, da to apliciramo na novem projektu. Tako da že v samem štartu nam je bilo jasno, da je potrebno projekt začrtati na drugačnih osnovah, kot pa je bil projekt TEŠ 6. Za začetek govorimo o drugi tehnologiji. TEŠ je bil tehnologija, ki
ki je bila že takrat, že 15 let nazaj, je bila na izhodu. Vedelo se je že takrat, da v bistvu termodivizija oziroma kurjenje premoga za proizvodnjo električne energije, da je ta tehnologija na izhodu. Kot drugo, potrebno je prevzeti vse te mehanizme, ki so nam na razpolago za to, da izboljšamo nadzor nad samim projektom in transparentnost. Zato je bila ustanovljena nenazadnje tudi vladna delovna skupina za koordinacijo projekta JEK2. Pravi, država se je močno vključila noter v JEK2. V TEŠ 6 je ni bilo. TEŠ 6 je bil umaknjen od države, gradil se je, se pravi, nekje v lokalnem okolju, tudi umeščal se je preko lokalnih prostorskih načrtov, JEK2 se umešča preko državnih prostorskih načrtov. TEŠ 6 ni imel dostop računsko sodišče, JEK2 je računsko sodišče že pregledalo in ni ugotovilo nepravilnosti. Najpomembnejše orodje, po mojem, bo pa zakon. Pravi, zakon o pripravi projekta JEK2, ki ga je predsednik vlade že napovedal. S tem zakonom bomo pa ustanovili, poleg ustanovitve samega projektnega podjetja, se bo ustanovilo tudi tako imenovan civilni nadzor, poleg že korporativnega nadzora še en poseben super nadzor za ta projekt, zato da se bo tudi javnost lahko iz prve plati se bo lahko seznanjala s tem projektom. Se pravi, serija enih ukrepov, s katerimi želijo korupcijska tveganja minimizirati. Skoraj tako zveni, kot je dejal vaš predhodnik, nekdanji dolgoletni direktor jedrske elektrarne, gospod Rožman, ki je dejal, da je jedrska elektrarna in tudi ta nov projekt pravzaprav že tako zavarovan z nešteto obzidi in neprebojnimi zidovi, kar se tiče vseh tveganj. Naj bodo to naravne nesreče, višja sila, potresi ali kibernetska tveganja. Skratka, upam, da to, kar ste povedali, drži tudi na tem področju te transparentnosti in zagotavljanja, bi rekla, neke skladnosti poslovanja in izpeljave tega projekta. Hvala lepa. Gospod Levičar, hvala lepa in vse dobro vam želim. Hvala in vse dobro tudi vam. Srečno. Ja.